Pri napovedi je zelo tvegana, kajti podatkov usmerjenih v spremljanje kakovosti in varnosti v Sloveniji dejansko nimamo. Morda nekaj posameznih lastovk, posameznih izvajalcev oddelkov, vendar gotovo in zanesljivo ne na nacionalni ravni. Tako da bi težko zaključili, ali to ima pozitivno, negativen vpliv, če pa enostavno prenesemo prakse iz tujine, kjer kakovosti varnosti ne spremljajo, je ta zanesljivo nižja, kot bi lahko bila. Tako da, glede na to, da nimamo enotnega informacijskega sistema v smislu tako administrativnega kot kliničnega dela, naravnanega na indikatorje kakovosti varnosti, to gotovo ima negativen vpliv na kakovost in varnost, oziroma bi se ta lahko hitreje izboljševala. To denimo lahko ilustrirate s podatki o čakalnih dobah v Sloveniji? Podatki o čakalnih dobah so že tako preživeti ali pa na nek način izrabljeni, da je malo kdo, ki sploh čemurkoli verjame. Dejstvo je, da pravo kreiranje potreb, realnih potreb državljanov, brez tega vhodnega podatka, koliko storitev opravi zdravstveni sistem in koliko bolnikov upravičeno in koliko neupravičeno čaka, ne moremo opredeliti košarice pravic, ne moremo opredeliti realnih potreb in zato tavamo v temi. In nezadovoljstvo vseh raste, tako zaposlenih, kakor tudi tistih čakajočih, predvsem tistih, ki jim je kratena ustavna pravica, dostopnost do zdravstvenih storitev v zakonsko ali pa strokovno predpisanih časovnih terminih. Kaj torej narediti, da bi prešli to fazo tavanja v temi? Zanesljivo vsaj dva koraka. Prvi korak je ta, da bo potrebno regulatorjem zdravstvenega sistema, torej žal vladi, ministrstvu, jasno sporočiti prebivalcem, kakšna je košarica pravic. Ta danes ni transparentno predstavljena, oziroma če je, potem je nekaterim kratena. To košarico kasneje pokriti z javnimi sredstvi in na ta način bi lahko opredelili, kaj država omogoča skupaj, solidarno, za vse državljane. Drugi del pa je seveda ob postavitvi zanesljivo dobrega administrativnega sistema, dodatno sistem, ki je bil naravnan na ključne podatke, na podatke usmerjene v kakovost in varnost. Tu pa verjetno ne globalno, ne nacionalno, ampak verjetno z nekaterimi pilotnimi projekti usmerjeni predvsem v nacionalno problematiko, v tiste dejavnosti, ki so najbolj pereče. Tam se uporabi znane mednarodne kazalnike in pa orodja za merjenje zadovoljstva bolnikov, kakovosti življenja in seveda to pridodati kliničnemu delu in na ta način optimizirati mrežo, doseči kompeticijo med izvajalci, znotraj izvajalcev in nenazadnje lepše in dokončno orisati potrebe državljanov po zdravstvenih storitvah. Ni utopično, to je možno. Potrebno je odločitev, potrebna je podpora temu pristopu in tako bi se Slovenija zanesljivo bistveno višje uvrstila na neki splošni lestvici ocenjevanja zdravstvenih sistemov, kot je danes.